Ja, dragi prisotni, dragi poslušalci, Gospodov mir, naj izpune vsako vaše življenje. Za istino sam, Gospode, hvaležen, kaleko vidim med nami ponovno tiste pomalo dugšom čase, štere so ne bili in čas med nami. Vidim Janeza Nazojan, Melanie, Marko in tu ostale. Tu Damaris je po dugšom čase med nami. Gospod vas naj se blagoslovi in vodi naprej. Molitev nas povežuje med sjav in molitev nas krepi. Molitev nas dela močnejše in molitev pomaga, ka Bog leko posega. Brez molitve Bog bi tu leko posegnil, ali itak skozi molitev Bog želi mene in tebe ponucati za njegovo delovanje. In prestopili smo v zadnji mesec toga posebnega leta, in zdaj ob koncu tega časovnega obdobja ugotavljam, ka imamo poleg vsega ogromno vzrokov za hvaležnost Bogu. Imamo, gelte, ka imamo ogromno vzrokov za hvaležnost Bogu. In na to temo smo ga učili tudi na zahvalno nedeljo. In pa sam posebno vesele in hvaležen Gospode za vsako pričevanje o tom, ko je Gospod, ko je Bog včinil, ko dela in ko je vzrok za hvaležnost v vaše življenje. Znate, vsako pričevanje zahvale, to je izraz človekove notranjosti in tudi spodbuda drugome. Spodbuda eden drugome, ka naj tudi drugi pogledne v svoje življenje in ugotovi, gdje je Božje delovanje tudi v njegovom življenju bilo. Gdje in na kakšen način Bog deluje v tvojem življenju. Znate, tudi Marija, Jezušova mati, je imela svoje življenje zahvalo. Je imela svoje življenje eno pričevanje, če glika zavolo toga, ko se nje je dogajalo, se je skrila k sorodnice Elizabete. Enostavno je ščela imeti malo svojega mira in zato je odišla kraj od vsakdanejšnjega svojega življenja, od vseh tistih, štere so bili poleg njej. In glitom, pri Elizabeti je prišla ta zahvala, ta njena zahvala na površje. Ta njena zahvala je bila tom čuta, tom je bila izpovedana. V Lukače 1:49 je to zapisano, to štejmo, kaj ti velike reči mi je storil mogočne in njegovo ime je sveto. Dragi moje, Bog dela vsikdar velike reči, dela velike stvari, le samo to je potrebno videti. To moramo videti, moramo v svojem življenju to videti in to, kako je včinila tu Marija, zato njeme date slavo. Bogi date slavo, Bogi date čast, Bogi date zahvalo za to, za te velike stvari, ko on dela. In priložnost za dajanje slavo Bogu imamo, gelte, vsaki dan. Imamo priložnost vsaki dan. Koliko dolgo še? Damir kaže tok. Ne vemo. Ne vemo, koliko dolgo bomo še imeli priložnost. Zato gnes, daj dostojno slavo Bogu iz tvojega življenja. Živimo v časi Adventa, že je druga adventna nedela in to vidimo, kaj je že druga sveča tu prižgana na tom lepom adventnom venčke. In advent je čas pričakovanja Božiča, jelte? Pa je resen samo to. Je resen samo čas pričakovanja Božiča. Osebno mislim, kaj je advent dosta več, kot pa samo čas pred Božičom. Advent pomeni prihod. To pomeni prihod. In če to zdaj prenesemo v naše življenje, mi živimo, gelte, v enom nenehnom advente, kajti vsaki dan, vsikdar znova pričakujemo, ka nika pride.
pričakujemo eden prihod, ka nekaj pride. Boljšo situacijo na gospodarskem področju, jelte, pričakujemo to. Boljšo epidemiološko sliko, boljše osebno zdravstveno stanje. Čakamo, kad se to zgodi v naših življenjah. Čakamo, kad to pride. Ja, advent, pričakovanje prihoda neka boljšega. Ko je to, ko ti osebno pričakuješ v tvojom življenju? Ko pričakuješ v tom času, v tvojom osebnom življenju? Dragi moji, dobro si je vsikdar znova in znova postaviti to važno vprašanje, ko jaz pričakujem, ko čakam, ka pride. Če pogledamo v preteklost, v zgodovino Izraela, vidimo, kad so oni bili dolgočasovno obdobje, Izraelce so bili dolga stoletja, vse od časa prerokov v enom čase adventa, v čase pričakovanja tistoga, šteroga so napovedale preroke. Če poznamo Biblijo, če štejemo Biblijo in dobro je in moramo jo šteti, zato kad to je Božje sporočilo za naša življenja, te bi videli, kad so mnogi preroki napovedale Mesijo. Izraelci so bili v pričakovanje prihoda obečanoga Mesije, rešitelja. Ali, da je končno prišel, naj so ga prepoznali, naj so ga sprijali, naj bil po njegovoj predstavi, naj se ujemo z njegovo zamislijo v to, kako so se oni to zamislili, naj je bil takši, kako so oni predvidevali, ka bo, in to je njegovo pričakovanje prihoda Mesije ostalo nedokončano. Naj so doživele prihoda Mesije, če glika je on že prišel. In takšna situacija pa lahko pripela v eno nezadovoljstvo. Kad ljudje podajo nezadovoljne, pa nikaj se ne zgodi, pa nikaj se ne dogaja, pa vse je to, kako bilo, vse ostaja to, kako je bilo. In to se je videlo tudi v življenju Izraela. Življenje izraelskega Božjega izbranoga ljudstva. In poziv v svojem osebnem življenju, kad se tudi tebi ne zgodi podobno ali isto za voljo tvojih predstav, ko ti pričakuješ. Pojmo nazaj k Mariji. Pojmo nazaj k toj žene, toj svetoj žene in k njenome doživljanje Božjega posega v njeno življenje. Marija je kljub tistome presenečenje, šteroga je doživela, ona je znala, ko pričakuje. Ona je znala, ko čaka. Za njo je bilo Božje sporočilo tako jasno. Za njo osebno bilo je tako mogočno, kad je za njo odgovor bil samoumeven. Luka 1:38 tako piše. Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoje volje. To je bil njen odgovor. Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoje volje. Marija se je zavedala, kad je ona orodje v Božoj roke, kad je Bog leko izpelo svoj načrt za odrešitev človeštva. Ona se je toga zavedala. Kad je končno prišel konec adventa, konec čakanja prihoda, in ona je živela še 9 mesecev adventa, kad se je leko zgodil prihod Mesije. Marija je še 9 mesecev živela v enom advente. Znate, te 9 mesecev ne bilo enostavno za njo. Ne,
Soočala se je z mnogimi težavami, s težkimi preizkušnjami za voljo toga, ka nositi Jezuša je sigdar pospremljeno z nasprotovanje. Tu gnes, do ti nosiš Jezuša leden, boš doživel nasprotovanje. Zakaj? Zakaj se to dogaja? Zakaj je to tako? Zato, ker imajo ljudje svojo predstavo o Jezušu, o tom, kakšen je on in kakšen naj bi bil. Vsake, štere samo od daleč Jezuša opazuje, ga vidi noči, ga vidi drugače, kot pa tisti, štere ga nose. Opazovati Jezuša ali ga pa nositi je velika razlika. Bodoča mamica, ena nosečnica, noček doživlja otroka, štero ga nosi, kot pa drugi ljudje okoli njej. Zakaj? Čuti ga. Ja, ali zakaj? Zato, ker je te otrok v njej notr žive. Te otrok v njej je notr žive. In to je ta, dragi moji, to je ta velika skrivnost, to je ta velika razlika. Če je Jezus v tvojo življenje žive, če ga nosiš, to, kot je Marija nosila Jezuša, ti je tvoj odnos do njega načeši, kot pa ga imajo tiste odnos do Jezuša, štere samo za Jezuša znajo, štere samo mogoče čujejo od njega. Ja, odgovor v življenje. Ko ga je dala Marija, angele zmorejo samo najbolje pogumne. Samo najbolje močne zmorejo dati takšen odgovor. Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoje volje. Da Bog spregovori v tvoje življenje, da se zavedaš, kaj Božja beseda je namenjena tebe osebno. Glej tebe osebno, kakšen je tvoj odziv. Kakšen je tvoj odziv na to Božje sporočilo v tvoje osebno življenje? Možno vas sta samo dva odgovora, samo dva odziva. Šterega boš ti izbral. Kakšen odziv je v tvojem življenju? Možeš je bil osebno pozvan od Boga. Boga je osebno nagovoril. Osebno. In do njem je Bog vse natanko razodeno, ko, na kakšen način, kako naj reagira, kako naj postopa, kako naj deluje. Torej, dobo je konkretno nalogo od Boga in dobo je tudi podrobna navodila, kakšen je njegov odgovor bil. Na tako je možeš odgovoru. O Gospod, prosim, pošlji koga drugega. Druga Mojzesova 4:13. O Gospod, pošlji koga drugega. Samo ne gre. Pa tu mi je tako dobro. Tu gdje se zdaj nahajam, pa tako dobro mi je tu. Pa tako mirno je tu. Tako fajn je, vsega imam zadosta. Sira, mleka, mesa, vune, stanovanja imam. Pa še moja familija. Ona je tu. In živimo v takšnem lepem mere. Zakaj se naj zdaj izpostavim? Tom v nej, tom v Egipte, tom so sovražni ljudje. Pa kako oni reagirali na mene, kako se odnašali do mene. Pa tu Izraelci, pitanje je, če me sploh spremljajo, če me sploh zaresno vzamejo. O Gospod, prosim, namesto mene pošlje rajši koga drugega.
Ali, dragi moji, Bog je izbral Mojžeša za to nalogo, nekoga drugoga. O, Gospod, prosim, pošli koga drugoga. Odgovor človeka, šter je bil izbran od Boga, kao prave eno posebno nalogo. Možeš, tako če bi odgovoril, Bog, znaš, ker neščem biti del toga, kot ti nameravaš činiti, no i to prevzeme nekak druge. Želo se je izogniti tome, ko je Bog načrtoval za njegovo življenje. Kakšen je tvoj odgovor na Božji govor v tvoje življenje? Pogledajmo še drugi možni odgovor. V Izaji 6. tale 8. veršu štok štejmo. Na to sem slišal glas Gospoda, koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem, tukaj sem, pošli mene. To je drugi odgovor. To je iskustvo drugega človeka, šter je bil v Božji prisotnosti, šter je videl njegovo veličastvo in je tam v toj Božji prisotnosti nekaj posebnega doživel. Imel je eno posebno doživetje. Bar preštemo tej celi odlomek Izaja 6 od 1 do 7 g. Kamo leko bolje razmili odgovor toga Božjega služabnika, toga Božjega človeka. Izaja 6, 1 do 7, preštejmo še Božjo besedo. Tu tako piše, v letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnila svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Z 2 se je zakrival obraz, z 2 se je zakrival noge in z 2 je letal. Drugemu so vzklikali in govorili, svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Podboji vrat so se stresali od glasu sklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel, glejte bar iskustvo toga človeka, šter je bil v takšoj čudovitoj Božoj prisotnosti. Tedaj sem rekel, gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k mene izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel, glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Dragi moji, ali vidimo razliko med tema 2 Božjima izbrancoma? Možeš dobi nalogo, dobi navodila, dobi znamenja, je poslane in prave, no ide nekak drugi. No i nekak drugi to nalogo uprave. Da je Izaja je postavljene v Božjo prisotnost. V Božjo prisotnost, v njegovo svetost. I znate, v toj Božoj prisotnosti on spozna, kaj je v svojom trenutnom stanju resnično nedostojen, nevreden, nesveti, kaj je nečiste, kaj njegov govor v tom stanju, v katerem se nahaja, nedostojen toga, ko Bog želi. Ali, dragi moji, da smo v Božoj prisotnosti, Bog
nikoga ne pusti v takšnem stanju, v kakšnem pride k njemu. Bog ga je ne pustil v njegovom stanju. Izaja je spoznal, ko se dogaja v njegovom življenju, ko je tu noter, ali Bog ga je ne pustil v tom stanju. Bog je posegnil v njegovo situacijo. Bog je posegnil in ti po tom Božjem posegi, dragi moji, ti se je zgodila sprememba. Ko je bilo? Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana. Tvoj greh je odpuščen. Dragi moji, Bog njemu sporoča, ka zavolo njegovega posega, zavolo Božjega posega je Izaja postavljene v en drugačen položaj. V kakšen položaj? Tvoja krivda je izbrisana. Tvoj greh je odpuščen. Aleluja! Aleluja, dragi moji, to je to, ko Bog želi dosegniti v mojem, v tvojem življenju, v vsakoj situaciji. In Izaja, tako, če bi njime je Bog pravil, več nemaš nikško izgovora. Nemaš več izgovora. In, dragi moji, Izaja niti ne imel izgovorov. Izaja ne imel izgovorov, pač pa se je zavedal svojega stanja. Zavedal se je svoje nedostojnosti. Zavedal se je, v kakšnem položaju on trenutno je. Dragi moji, dragi prisoten, zavedanje grešnosti, zavedanje odgovornosti do svetoga Boga, priznanje toga, v kakšnej situaciji je sam, priznanje, ka sam nedostojen biti v Božoj prisotnosti, to prinaša tej Božji poseg. To prinaša odpuščanje. To prinaša Božji mir v tvoje življenje. In šele potom, po takšnem Božjem posegu je človek pripravljen na sodelovanje s svetim Bogom. Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen in zatem pride ti Božji poziv, da je greh odpuščen, te pride Božji poziv. Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? In Izaja se te na podlagi toga, ko je doživel, te se mu prostovoljno javi in pravi, tukaj sem, tu sem, pošli mene. Marija se je odzvala na podoben način. Ne se izgovarjala, ne nasprotovala, ne iskala druge možnosti. Ne. V njej je bilo samo eno vprašanje, videla je samo eden problem. Kako se bo to zgodilo, ko pa ne poznam moža? Marija je znala je, kako pride do spočetja in to je bil njen problem. Nikaj drugo ne. To je bil njen problem, ko pa ne poznam moža. Izaja se je zavedal, v kakšnem položaju se nahaja in to je bil njegov problem. Ali da sta oba, Izaja in pa Marija, bila soočena z Božjim posegom v njivajno življenje, ti več ne bilo nikše ovire, ka se ne bi odzvala na Božji poziv. Ti več ne bilo nikše ovire za voljo toga, kaj je Bog posegnil za svojo milostjo. Dragi poslušalec, dragi prisoten, kako boš se ti odzval na Božji klic v tvojom življenju? Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Kakšen bo tvoj odziv? Kakšen je tvoj odziv? O Gospod, prosim,
pošli koga drugoga. Kakšen je tvoj odziv? Tukaj sem, pošli mene. Tvoj odziv na Božji klic v tvoje življenje je tvoja osebna odgovornost. Dokler ne srečam s tabo se, koros smo popevali v začetku. Dokler ne srečam s tabo se. In tu smo videli 3 srečanja. Ljudi s Bogom. Ali si se srečal ti z njim? Dnes se dnevno srečuješ z njim? Če pogledamo še na drugo stran, ko bi se zgodilo, če te ljudje ne bi poslušali, če se ne bi odzvali na Božji poziv. Možeš. Poleg izgovorov je mogel bogati in zavolo njega, zavolo toga, kar se je vseeno podredil, to je Božje zapovedi v njegovo življenje in zavolo njega je bil Izrael izpeljan iz suženstva, iz egiptovskega suženstva. Če ne bi Bogu Božjega glasa, koga bi Bog leko poslal? Bi bil što drugi? Što bi leko izpolnil možeš zavypano nalogo? Što namesto njega? Izaja, pogledajmo njegovo življenje. Izaja, zavolo njegove ponižnosti, zavolo priznanja in pa Božjega posega, odpuščanja je Izrael dobo največjega preroka, glasnika Bože reče. Za njih, za njovo situacijo, štiri je deloval v obdobju 4 kraljev, 4 velikih kraljev. In ker je Izaja bil pripravljen plačati ceno služabništva Bogu, ga je Bog leko močno uporabil. Bog leko mogočno uporabil. Če se Izaja ne bi odzval na Božje pitanje, koga naj pošljem, kdo bo šel za nas? Vprašanje, ali je bil še što drugi pripravljene iti, se odzvati na takšen način. Marija bila je pripravljena žrtvovati, kako povem, 9 mesecev nosečnosti. To je bil njen advent. To je bil njen advent, ko je leko prišel Mesija na svet. Bila je pripravljena biti Gospodova služabnica. Božja služabnica. Bila je pripravljena biti, to ne samo te v tistem trenutku, pač pa tudi v času Jezušovega otroštva. Bila je pripravljena biti Gospodova služabnica tudi v tiste neprespane nočaj, tudi pri hranjenju Jezuša, pri previjanju, pri skrbi za dojenčka. Bila je pripravljena biti Gospodova služabnica in bila je pripravljena na izpolnitev Božje volje v njenem življenju tudi te, da je ona morala doživljati težke trenutke. Tudi je ona bila pripravljena, ko bude Gospodova služabnica. Bila je pripravljena biti Gospodova služabnica tudi pod križom. Tudi pod križom, da je njen sin trpel, da je njen sin bil križan. Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji volji. Marija je bila pripravljena od začetka pa do konca izpolniti Božjo voljo v svojem življenju. Aleluja. Ali ne je to eden pravi vzor za nas?
če Marija ne bi odgovorila na takšen način, kot je odgovorila. Haleluja, hvala Gospode za to. Drage moje, niti eden med nami ne bi imel možnosti za večno življenje v Božoj prisotnosti. V Rimljanom 6:23 tako piše. Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu našem Gospodu. Haleluja! Za voljo Marijine poslušnosti je tu mene, je tu tebe na razpolago tej Božji milostni dar. Si ga že sprijel? Ga že imaš? Ga že živiš? Si dejaven v njeme? Kakšen je tvoj osebni advent? Ko pričakuješ? Koga pričakuješ? Jezus je bil že rojen na tej svet. Ali je rojen, ali je živ tudi v tvojem življenju, tudi v tvojem srcu? Jezus je stal iz groba. Je živ tu noter. Ko pričakuješ kot kristjan. Bog še čase, v teh negotovih časih, dragi moji, kristjane ne pričakujemo bogših časov. Kristjane pričakujemo Kristoša. Pričakujemo njegov ponovni prihod. Ga čakaš z odpretim srcem? Ga čakaš pripravljene? Dragi moji, to je pravi advent. Gospodova služabnica, Gospodov služabnik sem. Zgodi se mi po tvoji besedi. Amen.